Flora in Malotrič, vse prav lepo pozdravljam na Samsungovi okrogli mizi digitalnih dialogov, kjer bomo svet influencerjev spoznavali skozi prizmo marketinga, prava, etike in družbenega vpliva. Z izumom pametnih telefonov se je namreč svet v samo nekaj letih drastično spremenil. V Ameriki so recimo spraševali otroke, kaj si v življenju želijo postati, in pred leti je bil odgovor največkrat astronaut, no danes pa jih večina odgovori, da bi bili radi influencerji. Tudi marketing svet seveda sledi trendu in deluje povsem drugače kot včasih. Mladi imajo vklopljene adblockerje, torej aplikacije, ki blokirajo oglase, medijev večinoma ne spremljajo, tako da se jih da doseči predvsem skozi vplivneže. No, ta dejstva pa seveda vplivnežem dajo vedno večjo moč. Ampak že Winston Churchill je rekel, da z veliko močjo pride tudi velika odgovornost. Kot na vseh drugih področjih imamo tudi tukaj lepe in malo manj lepe plati poklica. Na tej okrogli mizi pa se bomo odprli glede etike in odgovornosti influencerstva, zasebnosti, pravnih vprašanj, kot je recimo pravilno označevanje sponzoriranih vsebin, svobode izražanja in podobno. Dotaknili pa se bomo tudi medijske pismenosti ter vpliva, ki ga imajo na tržišče influencerji, pa še mnoge druge zanimive teme so pred nami. Skratka, kot je tudi Samsungov slogan, odprli se bomo za pozitivne in zaprli za negativne prakse tega novodobnega fenomena. No, najprej pa naj na kratko predstavim današnje goste. Z nami je gospod Jaka Repanšek, predsednik Slovenskega oglaševalskega razsodišča in pa specialist medijskega prava, internetnega prava, prava oglaševanja in prava informacijskih tehnologij. Z nami je tudi gospod Iztok Sila, profesor in svetovalec, ki ima za sabo že več kot 30 let izkušenj v marketingu, tako na strani naročnikov, kot tudi na strani agencij. Z nami je Vesna Ponorac, igralka, radijska voditeljica in vplivnica, in pa Noemi Zonta, vplivnica z več kot 110 tisoč sledilci, digitalna nomadka in podjetnica. Draga gospoda, veste, kako pravijo, dame imajo prednost, tako da začenjamo najprej z vama, dragi dekleti. Pa mogoče Vesna pri tebi, kako si se ti lotila influencerstva, kje se je ta pot sploh začela? V bistvu se je začelo zelo spontano, neplanirano. Jaz sem si naredila Instagram še kot v srednji šoli leta 2015 in takrat sem imela mogoče 100 sledilcev, nič kaj takega. Potem pa sem začela igrati v času študija. Takrat sem posnela prvo serijo o Česnovi in potem je bilo malo več sledilcev, potem ko sem posnela drugo serijo, je bilo še malo več, potem tretja, zdaj gospoda profesorja, recimo, tle se je spet to začelo dogajati, še več sledilcev in potem z radijom tudi. In potem, ko se je to povečevalo, sem imela v bistvu tudi željo več deliti, več objavljati, nekako sem se počutila, da to moram tudi početi. In to se je čisto naravno zgodilo. Nisem se odločila, jaz sem bila pa influencerka in začela načrtno objavljati zadeve in tako. Take stvari, ki so spontane v življenju, pa navadno najlepše rezultate prinesejo. Super. Kako pa se je pri tebi začela? Pravzaprav zelo podobno. Moja pot je bila precej nepripravljena, nepričakovana, zgodila se je precej spontano. Jaz sem bila v takšnem malo težjem obdobju svojega življenja, moja mama je zbolela za rakom in sem pač take grozne stvari dajala skozi in sem si takrat odločila, da pač delala sem 2 službi, kupila sem si eno rolko in sem tiste pol ure na dan šla rolati, da sem se pač malo odmaknila od vseh svojih težav. In potem sem začela te rolke nekako izdelovati sama in sem eno tako malo bolj posebno naredila in sem rekla, kaj pa če to objavim na Instagram. In sem res objavila in sem kar nekaj všečkov dobila, takrat sem bila čisto na začetku, nisem imela sploh plana, da bi karkoli. In potem sem rekla, pa dajmo probati še eno fotko, tako vidim, da imajo ljudje radi, da punce radi vidijo, da se tudi pač druge punce ta šport poslužujejo. No in potem nekako je ta druga fotka postala precej viralna za tiste čase in so kar to vsi delili in sem kar tako čez noč dobila kar nekaj sledilcev in potem sem rekla, to je pa ljudem všeč, da je meni všeč ustvarjati, mogoče še koga spodbuditi, da gre pač ven na zrak uživati, pač s tem hobijem ukvarjati. In sem začela potem fotkati vedno več. In kar naenkrat sem se znašla z pač, več kot 10 tisoč sledilci in prvimi naročniki in sem rekla, pa dajmo poskusiti, to mi nekako neko svobodo omogoča in od takrat naprej sem vpletena v to. Kaj pa je recimo tvoja najljubša plat tega, da lahko to počneš za poklic? Pravzaprav ravno ta svoboda, da lahko si sama določim, kdaj bom delala, da je delo zelo kreativno, to meni ful pomeni, tako te 2 stvari mi najbolj pomenita. Kaj pa tebi, Vesna?
Jaz v bistvu svojega Instagrama nikoli nisem smatrala kot delo, zato ful časa tudi nisem se smatrala kot influencerka, ker pač meni je bilo to tako, punca, ki opravlja to res tako 24/7 in je totalno v tem. Jaz sem pa ves čas delala ful veliko različnih stvari. Bila sem na zobotehnični srednji šoli in takrat sem začela potem tudi igrati. Potem sem šla naprej na študij ekonomije in sem bila ful v tem in sem šla študirati pač računovodstvo in revizijo. Potem sem šla naprej na magisterij Bank and Financial Management in sem v tem bila čist. In potem sem šla tudi delati dejansko v računovodstvo. In vedno sem imela tako, malo sem bila z eno nogo v ekonomiji, z drugo nogo sem bila v medijskem svetu in ta medijski svet mi je dal nekako pač dostop do tega Instagrama in sem naravno potem več objavljala v bistvu, kaj delam v tem medijskem svetu. In to se je tako, ne znam čisto reči, ja, ok, jaz pa zdaj to tako delam. Delam ful drugih stvari in potem je to nek bombonček ali pa mogoče, ne vem, kar je delo na Instagramu mojem, je recimo sodelovanje z določenimi podjetji, ki so mi kul, ki jih spodbujam, ki mi dejansko pašejo v moj življenjski slog in mi ni problem to deliti in je to kot neka dodatna vrednost. Recimo tako, jaz dajam Instagram. Super. Gospod Repanšek, kaj pa vas poneslo v pravo? No, moja zgodba ni tako zanimiva. Najprej hvala lepa za povabilo in res sem počaščen, da sem v taki družbi danes. Jaz sem pač pravnik, ne, in nismo mečkim bolj dolgočasni, ampak vendarle na mojem področju ni bilo vse tako zelo dolgočasno. Ko sem se vrnil iz ZDA, ker sem končal srednjo šolo, sem se vpisal na pravno fakulteto in ugotovil, da na fakulteti, to je bilo še včasih pred internetom, pa pred socialnimi omrežji, da nimamo nobenega medija. Ne, v Ameriki smo navajeni, da študentje komuniciramo, kritiziramo, ne, to je del njihove kulture, pri nas pa tega seveda ni bilo. Ne. In pa sem rekel, dajmo ustanoviti en časopis. In sem si izmislil en časopis z imenom Pamfil, s parimi kolegi, in tako smo vstopili z velikimi škornji v medijski svet. In sem ugotovil, da me v bistvu med prava najbolj zanimajo mediji, komunikacija, kasneje potem internet prišel in tako dalje. Ne. In potem je spontano peljala na Radio Študent, kot veliko drugih novinarjev in urednikov, potem sem postal novinar in urednik na raznih medijih, kot je Gospodarski vestnik in tako dalje. In tako delo za različne televizije, tudi kot pravnik, ne, dostikrat tudi kot novinar, kot urednik. Tako da celo svojo kariero združujem področje medijev, prava, komunikacij, no v zadnjem obdobju pa tudi oglaševanje, kamor sodi tudi jedro naše današnje diskusije. Zdaj sem v drugem mandatu predsednik oglaševalskega razsodišča, teče 4. leto, v prvem mandatu so bila z Iztokom kolega v tem istem razsodišču. No in tukaj skozi to pa seveda še poglobljeno spoznavam tudi svet novih medijev, novih oblik komunikacije, kamor nedvomno sodite tudi uspešne vplivnice. Ne? Tako da zanesljivo bomo potem še kaj več na to temo rekli. Ja, kaj pa recimo kakšen izziv, s katerim se zdaj trenutno spopadate na področju dela? Največji izziv, najbolj zanimivo je podobno kot Iztoku, je biti predavatelj, visokošolski učitelj, višji predavatelj, kar sem habilitiran, rad delam študenti. To je en tak izziv, ki ti da neko zadovoljstvo notranje, ne? Ampak to je vsem nam, ki smo zunanji predavatelji, bolj hobi. Strokovno pa je zdaj seveda izjemno veliko izzivov na področju digitalizacije. Sam se usmerjam tudi v digitalno pravo, kot bom kasneje omenil, prihajajo številni novi svežnji, ki bodo vsebino komunikacije, tudi vplivnic in vplivnežev močno spreminjali ali pa vplivali na njih, in pa seveda delo, ki ga imamo na oglaševalskem razsodišču. Mi smo vendarle edini pristojni v tej državi, kot samoregulatorni organ, ki nas tudi upoštevajo in spoštujejo v tako imenovanem oglaševalskem trikotniku. Mi danes sedimo v enem delu tega trikotnika, to so mediji, potem sta pa še dva dela, dve stranici, oglaševalci in agencije. Skupaj tvorijo oglaševalsko zbornico in seveda tudi naše razsodišče. Kar pomeni, da imamo izjemno odgovornost. Ko se nekdo pritoži, da je nek oglas neetičen, da je nezakonit, s tem se ukvarjajo inšpektorati pa sodišča, da je neetičen, česar je ogromno danes v komunikacijah, v medijih, dovolj odpreti kakšno spletno stran, pa boste videli, kakšni oglasi se danes vse objavljajo. Ne? Smo seveda mi tukaj poklicani, da odločimo o tem, je treba ta oglas odstraniti ali ga predrugačiti, in to so res pomembni izzivi in pomembna odgovornost. Jaz se strinjam, ker se mi zdi, da je to področje pri nas še vedno malo Teksas. Zelo je na hitro zraslo in dejansko nimamo nobenih regulacij, tako da se tudi jaz zelo, zelo veselim, da se danes tega lotimo, tako malo bolj na konkreten način, ker se mi zdi, da bo to pomagalo in agencijam in vplivnežem, ki nas v bistvu to zanima.
Tako da, odlično. Gospod Cila, vi ste pa z marketingom tesno povezani že vrsto let, bojda ste se v marketing zaljubili že pri 15. Ja. Kako se je ta zgodba začela? Ja, bral sem eno knjigo, Mihael Burg, Sanje imajo svojo ceno. In glavni junak se je ukvarjal z nečim, kar čemu danes rečemo marketing. In meni se je zdelo to blazno zanimivo. Pa sem v gimnaziji sodeloval pri eni igri v razredu, pa sem jaz skrbel pol za vse te medijsko pojavnost pa tako naprej. Študiral sem ekonomijo, sicer čisto druge stvari najprej, pa sem pa kar naenkrat ugotovil, da obstaja nek studio marketing. No in bil sem blazno srečo, da sem še preden sem to končal, 24 let star na svoj rojstni dan, začel delati v studio marketing. In to je bilo potem začetek 19 let dolge dobe dela v agencijah, ko sem začel kot tržni raziskovalec in tako naprej. Pa sem šel na Telekom Slovenije, ko smo se vrnili iz Hrvaške, kot direktor sektorja za marketing. Bil tam tudi kar nekaj časa, bil nekaj časa zadolžen za tudi tuje trge oziroma tuje blagovne znamke in na koncu, preden sem šel potem na svoje, še 2 leti na Mladinski knjigi založbi, ki je bilo tudi eno tako zelo lepo obdobje, spoznal čist neke druge ljudi, čist neke druge principe. No, zdaj pa 10 let, 11 pravzaprav v svojem podjetju in pa zelo veliko predavam na več različnih visokih šolah, fakultetah. Vi ste spoznali ne samo različne generacije, ampak tudi različne načine marketinga. Kaj pa mislite, da je največji plus, morda minus vplivnostnega marketinga? Ja, ko ste me povabili, sem bil malo presenečen, ker jaz nisem znan kot nek zelo velik zagovornik, pa pristaš, pa tako naprej. Čeprav spoštujem delo čisto vseh ljudi, in spoštujem tudi dosežke vseh ljudi, ne. Prednost seveda je, ne, da če ima nekdo 10 000 sledilcev, ki sledijo recimo vaš življenjski stil, ne, ali pa vaš, pa to nekako jim pomaga pri tudi njihovem razvoju življenja in tako naprej, je to nekaj čisto pozitivnega. Se stališča oglaševalca, ne, se pa bi recimo jaz vprašal, ko bomo prišli do te teme, kakšna pa je v resnici korist vsega tega, ne? Ali sredstva, ki jih jaz recimo vložim v katerega koli vplivneža, ali mi kakorkoli pomagajo prvič pri mojem ugledu in pa seveda pri prodaji izdelkov, ki jih prodajam. Zaradi tega imamo pa danes različna mnenja, ker bi bilo brez veze in dolgočasno, če bi se vsi strinjali. Tako da se zelo veselim vseh debat. Tole je bolj uvodna debata, da v bistvu vas malo bolj spoznajo, ker ste vsi iz različnih področji, tudi 2 različni influencerki smo našli. Ena je bolj v športu, v potovanjih, druga mogoče malo bolj v modi in v lifestylu. Tako da mislim, da bodo to take zelo zanimive debate. Pa gremo morda na vaju nazaj. Koga pa vidve najrajše spremljata? Kakšne vrste influencerjev? Daš ti prva? Podaj ti kar. Jaz v bistvu Instagram vzemam kot neko orodje, ki ti daje neko vsebino in lahko se odločaš, ali boš pač konzumiral stvari, ki ti koristijo, ali boš konzumiral stvari, ki ti škodijo. In mene recimo najbolj zanimajo profili, ki ti dajo pač nekaj od tega, kar konzumiraš. Se pravi, punce, ki se ukvarjajo s športom, ki dajo kakšen fajn nasvet, kakšno pozitivno misel, kakšen pozitiven quote lahko prebereš, mogoče neko njihovo življenjsko zgodbo, pa ti da neko motivacijo za to, da ko imaš slab dan, se pobereš, ostaneš, greš naprej. Mogoče kakšne ljudi, ki so ti inspiracija, no. To take rada spremljam. Vse ostalo pač ne. In spremljam pač svoje prijatelje, ki so tudi v realnosti moji prijatelji, ker me pač zanima, kaj se v njihovem življenju dogaja. Ampak je zelo tanka meja v teh časih. Kaj pa so ti recimo pomembni faktorji, da nekomu zaupaš? Zaupati je ful močna beseda. Jaz iskreno zaupam ljudem, ki jih poznamo živo, ki so moji frendi, moja družina, tako, pristni odnosi v živo. Instagram je pač, kot sem rekla, orodje, imaš vsebine, ki se ti zdijo kul,
jim lahko zaupaš, ne, in pač imaš nekako občutek, da to, kar govori, da ti bo ta informacija nekako koristila, ti bo nekaj dala. In znaš sam presoditi, a je zaupanja vredno ali ni zaupanja vredno. Ne. Tako lahko jaz dojamem zaupanje na socialnih omrežjih. Kot drugače, ful težko. No. Ja, tanka je meja med prodajo in priporočilom, a ne? Pa da toliko je tega v teh časih, ja. da je beseda zaupanje ful močna. Pa reče se družbena omrežja, ravno včeraj sem rekla socialna in mi je nekdo iz FDV-ja moj krvč začel trzati, je rekel, reče se družbena omrežja. In sem rekla, danes bom prav to rekla. Vplivnica ali influencer? Vplivnica, ker sem Sloveniji. Kaj pa pri tebi? Komu rada slediš? Jaz se zelo strinjam z Vesno, tako da pravzaprav jaz tudi vedno rada sledim nekomu, ki ima nek tak podoben lifestyle, mogoče kot ga imam jaz, me inspirira, vedno moramo pač vedeti to, da moramo zdravo uporabljati vse te aplikacije, pač z zdravo pametjo in vedeti, da vse te stvari, ki jih kažemo in kažejo ljudje, so ponovadi highlights našega življenja. Ne? Zdaj, veliko je teh negativnih stvari prikritih, ampak tudi to ni slabo, ker po eni strani pač nekako deliš neko pozitivno stvar pač z ostalimi in jih spodbujaš. Skratka, ja, jaz tudi pač rada sledim takih bolj travel profilom, športnim profilom in predvsem mi všeč, da so ljudje pristni, da imajo neko zanimivo zgodbo. Dejansko pa rada sledim ljudem, ki imajo mogoče malo manj sledilcev, mogoče recimo ljudem, ki jih poznam, sem jih spoznala na kakšnih mojih potovanjih, potem vidim, kje so, kaj počnejo, se pred z njimi pogovarjam, delam kakšne plane za naprej, tako da pravzaprav tako. So bolj neki neznani ljudje in takšni so mi všeč. No, pa prej smo malo govorili o zaupanju, komu pa ti zaupaš, kolikor lahko zaupaš na socialnih omrežjih? Ja, pravzaprav v zadnje čase tudi jaz precej striktna, se ful zadržim, preden kliknem follow. In predvsem zaradi tega, ker te stvari so v takem razponu, da je danes res težko zaupati. Tako da najraje ljudem, ki sem jih spoznala v živo na vseh teh mojih avanturah, ali pa nekomu, ki pač vem, da bom od njega dobila neke uporabne vsebine, nekaj, kar me bo inspiriralo in z nekom, ki se lahko pač povežem z nekim istim mišljenjem, recimo tako. Gospod Cilja, vi ste bili najmanj zaupljivi, če lahko tako rečemo, do tega medija. Tako da, kakšne pomisleke imate pa vi, kako bi lahko pa zboljšali to medijsko pismenost, da bi se tudi mladi znali boljše odločati, kdo je na nek način zaupanja vreden, komu slediti, komu ne. Ker zelo je tanka meja, mladi še ponavadi nimajo toliko veliko čustvene zrelosti in tudi bi rekla, da so vplivneži neke vrste novodobni zvezdniki. In dejansko mladi radi posnemajo njihovo obnašanje. Zdaj lahko je to zelo dobro, kot smo omenili, lahko so to neke pozitivne navade, zdrav življenjski slog, šport. Lahko so pa tudi malo manj zdrave navade in tudi malo manj zdrav nivo komunikacije in tako naprej. Kako bi vi to na nek način? Ja, jaz sem seveda generacija iz nekih drugih časov, ki se moram seveda prilagajati tem pač novim. Veste, sej nimajo samo mladi tega problema ugotavljati, kaj je zdaj neka relevantna informacija, kaj pa ne. Če vi, recimo, že sam primer neke novice gledate ali berete v enem mediju ali v drugem mediju, ki sta recimo pa rečemo temu levi ali desni ali kakršenkoli, ali pa malo bolj rumen ali pa malo bolj roza, boste dobili lahko ne samo 2, ampak 4 različne informacije in zdaj komu zdaj zaupati. Vidite, ste obe rekli zelo pomembno besedo zaupati, pa še eno, ko mi je bila zelo všeč, in kot tako mladi, ko rečete, da moraš po pameti nekaj početi, torej ne pretiravati, tako kot z nobeno stvarjo, je to recimo glavna stvar, ki bi jo lahko priporočil človek vsem, ne samo otrokom in njihovim staršem, ampak tudi vsem nam, da nobene stvari ne počnemo preveč. Ne jest, ne pit, ne teč, ne nazadnje. Morda je spat še edina stvar, ko je skoraj nikoli ni preveč. Ja, res je. Tanka je meja. Zelo. Preden zaključimo prvo debato, bi vaju pa še vprašala, kako pa mislite, da se razlikuje vpliv oziroma
svet vplivnežev pri nas, pa recimo v tujini? Ja, jaz sem v bistvu pred 2020 sem precej delala v bistvu s tujino, s tujimi naročniki in vse takrat se je precej razlikovalo, zdaj pa mislim, da smo že počasi na zelo, zelo isti ravni. Mogoče, kar se najbolj razlikuje, bi rekla, je v bistvu so sredstva. No? Zato, ker standard drugje je navadno malo višji, predvsem v teh državah, recimo, v katerem je vplivnosti marketing res zelo razvit, recimo ZDA. Ne vem, ko sem recimo za ZDA ali pa z Belgijo, Francijo, vedno pač so bila plačila višja, ampak če pa nekako povzamem vse skupaj in premislim, pa ni bilo pač taka razlika, ker je v bistvu isto kot v Sloveniji, samo pač standardi pri njih višji. No. To in predvsem se mi zdi, da so bili še pred kratkim mogoče dosti bolj odprti do tega poklica oziroma poklica, no, ne rada rečem temu prav poklic, ampak tako do takih virov oglaševanja. Mislim pa, da se v Sloveniji vedno bolj nekako tudi to razvijajo v pravo smer. Pač. Tako da smo sledimo vsem svetovnim trendom tudi mi, tako da. Pa počasi bomo dobili še malo regulacije. Če dodam kolegici, ja, seveda Slovenija nekoliko caplja na tem področju, kar je bilo tudi dobro. Jaz mislim, če gledaš stališča vplivnežev, da se je lahko ta industrija nekoliko svobodne, če lahko rečem industrija, dejavnost razvijala, pa vendar smo zdaj prišli tudi v Sloveniji do neke točke, kjer imamo primerljivo regulativo na etičnem in pravnem področju. Tako da bi počrtal to, kar je kolegica rekla, podpisal to, Slovenija je postala povsem normalna članica Evropske unije, ko gre za področje vplivnežev in vplivnostnega marketinga. In s tem seveda prihajajo tudi številni izzivi. Ja, in tudi z vedno večjimi podjetji se lahko sodeluje, v bistvu so se praktično že vsa podjetja v to vključila, tako da se tudi tukaj kaže trend, da v bistvu to je delo, ker veliko ljudi misli, da to ni delo, ampak najbrž lahko obe povesta, da je kar nekaj ur zadaj za pripravljanje vsebin. Ja. Tudi delovno-pravno je to delo, ne? Tako da se primerjuje delo. Ja. No, je pa trg toliko manjši. Ne? Zdaj, če pač ustvarjaš v slovenskem jeziku, ne vem, Slovenija je vseeno, se mi zdi, da če moraš pa regijsko gledati vsaj, ne? Če želiš reživeti od tega. Pa majhen trg je manj podjetje, potem tudi, če delaš z njimi, jih je manj na voljo za sodelovanje. Če nekdo to dela kot full-time job, se sigurno pač bolj splača delati potem s tujino ali pa vsaj, ne vem, regijsko. Pa. Tudi Instagram je dejansko precej drugačen, ker imamo v Sloveniji še kar nekaj funkcij blokiranih. Algoritem se mi zdi, da je zelo drugačen. Če recimo samo pogledaš hrvaški trg pa ne vem, srbski trg, tam so recimo, čisto sem malo gledala številke in če narediš profesionalni video, ne, pa recimo ful časa vložiš v to, da ti narediš neko reklamo, ki bi bila lahko za televizijo, pa jo objaviš na Instagramu, pa s profesionalno kamero, profesionalnega fotografa najameš, celo produkcijo v bistvu za to, da to narediš, je ful slabši algoritem, kot če to postaviš s telefonom. In mi je ful fascinantno. Potem recimo, če daš muziko, tujo muziko, pri nas tej funkciji še ni in potem ljudje to ne slišijo. Spet slabši reach, slabši algoritem deluje. Moraš dejansko svoj glas dati, ne? Fajn je, da je to slovenščina, je boljši algoritem. Tako ful je teh nekih mini trikov, da v bistvu potem naročnik sploh dobi to, kar je plačal, se pravi, to veliko gledov, ne? Da pride to do 40,000 ljudi recimo, ali pa ne vem, pri meni je bilo največ mogoče 50,000 ogledov na video, ne? Ampak to je bil video s telefonom, z mojim glasom posnet slovenščina za slovenski trg. Ja, marsikdo reče, da se je že naveličal vsega popolnega in da ljudje radi vidijo realno življenje. Ampak recimo tega so tudi vplivneži tako zrastali. Ampak če gledaš hrvaški pa srbski trg, pa ravno to vidiš v bistvu. Mislim, da so vedno malo korak naprej, kar se tega tiče. Ker tam pa dejansko profesionalni videi dosegajo 40,000 lajkov, ne ogledov, ne? Tam je pa potem algoritem očitno drugače deluje oziroma boljšo to smer, da pa tudi če je profesionalno. In potem, če hočeš temu slediti, v Sloveniji mogoče ne dosežeš teh številk. Ne, definitivno ne. Mislim, jaz recimo zdaj, ko me ni bilo nekaj časa v Sloveniji in nisem imela slovenske kartice, se mi je ful poznalo, pač, ker dejansko mi z reci ne dosežemo tuje publike, ker recimo samo imamo originalni audio,
da doseže pač nekoga, ampak več ne gre. Mislim, nažalost je tako. Tako da je pač, ja, smo precej omejeni glede tega, še upam, da bomo pač tudi kmalu to premostili in dobili vse te funkcije, no, ki nam bo tudi prišle prav tudi za slovenski trg. No. Ja, malo smo omejeni z jezikom. Če greš na jug, je vse podoben jezik in potem se po mojem tudi zaradi tega lažje nekako gre stvar lažje viralno. Tako da tudi tukaj imamo najbrž neke omejitve. Se pravi, če potegnemo črto, se načeloma od tega težko da živeti. Jaz si ne predstavljam, da bi od tega živela. Mogoče tudi to iz moje narave izvira, pa sem ful ziharaš po naravi, pa sem pač vse študirala nekaj čist drugega, pa imam raje 2 drugi službi, pa je to potem nek tretji hobi. Veš, to še vedno smatram kot hobi. Če bi mogla pa prav od tega živeti in čakati, kateri naročnik bo meni mail poslal, če bi za njih nekaj posnela, bi bila pa po moje zelo prestrašena in ne bi mogla spati. Ne vem, tako. Jaz ne bi mogla tega. Ne, mogoče, ampak jaz imam tudi dosti manj sledilcev od imeli smo 21,4 tisoč. Tako da Pa v bistvu, ja, jaz tudi tako rečem, da če bi samo, kot si rekla, ti čaka naročnike, zelo, zelo težko, ker predvsem nisi siguren. En mesec lahko dobiš ogromno stvari za delati, drugi mesec ne dobiš več nič. Pač da se, če si znajdeš recimo še z ostalimi stvarmi, recimo da svoj brand narediš, pa ne vem, da ti mogoče delaš UGC vsebine ali tako, recimo tako jaz kombiniram, no, jaz kombiniram vsega pomalo, imam svojo agencijo za snemati za naročnike, imam pač vsebine, ki jih naročniki pravzaprav pač od mene vprašajo in še svoj brand, tako da če kombiniram vse skupaj, ja, ampak znajti se moraš, ni pa tako, kot recimo mogoče v tujini verjetno nekdo bi lahko samo od teh reklam oziroma od teh stvari živel, no. Ja, pa velikokrat pa še pokombinirajo s kakšnimi YouTube kanali. Tako, ja, ustvarjanje omrežja, ja. Ja, pa se pa mogoče lažje da. Ok, to je bil en tak kratek oris, kako influencerstvo izgleda pri nas. V globine sodelovanj, pogodb, sponzoriranih vsebin in pravnih zahtev pa gremo v naslednji epizodi. Odpirali se bomo za pravna vprašanja in zapirali za neodgovorno deljenje vsebin, da se tudi navežemo na Samsungov slogan. Mislim pa, da moramo tudi Samsungovo zapiranje in odpiranje preizkusiti v praksi, tako da bi naredili en selfie, da imamo v bistvu eno sliko iz pogovorov za spomin. Nam bomo z zunanjo kamero. Bodo vplivnice strokovnjakinje povedale. Ja, ta je boljša in dejansko lahko naredimo selfie s tole. Okay. Smo vsi. Takole. In pol takole narediš petko in slika. Evo. Mamo. Super. Zdaj smo videli, kako se to dela v praksi in se že veselim naslednje epizode. Se slišimo kmalu.